Lepo pozdravljeni še z najine strani. Kot je že gospod Dušan omenil, jaz Polonca in kolegica Špela sva vzgojiteljici v domu in socialni pedagoginji in pravzaprav nek najin doprinos oziroma delo v projektu SVLO je bolj kot mogoče od kolegov, ki so zelo dobro predstavili svoje delo bolj na tem področju veščin za trg dela in pridobivanja teh kompetenc za trg dela, smo se midve malo bolj osredotočile in se osredotočava na druge veščine, mladostnike, ki bodo zaposlili našo inštitucijo, pripravljajo na bivanje, na neko čim bolj normalizirano bivanje v svojem lokalnem okolju, tudi čez teh drugih vidikov. Danes bi vam predstavila bolj ta vzpostavitev učnega stanovanja, ne toliko z vidika tega bivanja dijakov, ki se pač vanj vključujejo, ampak bolj kako je to učno stanovanje pravzaprav nastalo, kako pravzaprav smo prišli iz nekega praznega prostora v neki industrijski coni do tega, da si upam reči, že majčkeno vonjamo ta občutek domačnosti in bomo šli skozi to pot, pa mogoče kot neko dobro prakso ali pa kot neko idejo, kaj se pravzaprav da narediti, če le imaš majčken časa, truda in tudi enih sredstev za to. Zdaj načeloma v učnem stanovanju, to smo že tudi veliko govorili, namenjeno je dijakom, mladostnikom, predvsem našega zavodja Cirius Kamnik in pa seveda tistim dijakom, ki pač tudi po odhodu inštitucije so nekako spremljani še nekako pol leta potem, ko pridejo iz inštitucije. Nahaja se na Usnjarski 9, to je nekako nekih slabih 10 minut hoje iz centra. Pravzaprav res en tak plus tega stanovanja je, da je pravzaprav v nekem centru Kamnika, se pravi, je nekako upeto še bolj v center in manj nekako na nek rob, kakor Cirius Kamnik. In to stanovanje v tem bivanjskem delu je namenjeno pridobivanju znanja in veščin za samostojno življenje, za skrb zase, za opravljanje opravil v vsakdanjem življenju. Pravzaprav je to stanovanje nek, bi rekla, most med tem nekim malo bolj varovanim, upam, da ne prevarovanim, ampak včasih na žalost tudi tako nekim institucionalnim okoljem in med nekim normaliziranim okoljem oziroma okoljem, kamor se mladostniki vračajo in temu, da dejansko preko tega bivanja oziroma izkušenj, ki jih pridobijo mladostniki v tem stanovanju, nekako dobijo uvid in izkušnje, kako pravzaprav je biti še malo bolj sam sebi prepuščen in kljub temu opremljen, da vidiš, kako naprej v življenju. Pridobitev teh prostorov je bil na nek način že je bila neka dalj časa trajajoča želja iz različnih, kako bi rekla, smeri, kako bi pridobil Cirius nek prostor, majčken, manj institucionaliziran kot neko stanovanjsko, mogoče dislocirano skupino in pravzaprav se je zgodil majčken bolj po naključju. Gospod Dušan Ruter se je pravzaprav v času, ko se je začenjal ta naš projekt SVLO, se je pravzaprav dogovarjal bolj, da bi nekako našli prostore za galerijo in je prišlo zraven, da pravzaprav je poleg tega prostora možno, je tudi nek tak stanovanjski del in se je kar nekako zagrabilo to možnost in če se je zagrabilo, je več kot očitno, da pač je ta želja bila toliko močna in tudi sam Cirius je v bistvu pravzaprav bil pripravljen dati in nekako nek dodatni finančni dodatek in čas in tudi kader, ki se je v bistvu temu posvetil, da je pravzaprav iz skoraj niča nastalo to stanovanje. Nismo delali samo delavci v projektu, govorimo pravzaprav o vseh, od vodstva do tehničnega kadra, do pravzaprav tudi dijakov, ki so prispevali, da pač je stanovanje v fizični obliki takšno, kot je danes. Ker v začetku, če si prišel v ta prostor, je bil nekako en prazen prostor v industrijski coni v Kamniku,
nekako si uvidel, da to ni bilo v rabi kot stanovanje, ne? Da pač je to nek brezprazen prostor, tudi dosti vlažen, ker ni bil v rabi, z betonskimi tlemi, z golimi stenami in da pač, ko smo notri mi prišli, pravzaprav so bili to prostori brez nekega namembnosti. In iz tega je bilo treba pripraviti nekaj živega, nekaj, kjer se živi, ne. Zdaj tukajle, ko govorimo o tej namembnosti, sem pač poleg tega, kar smo pač mi naredili, da smo pač res se intenzivno razvlažilo prostore, da so se popleskali zidovi, namontirala okna, take stvari, je bilo treba tudi seveda govoriti o teh namembnosti prostorov, kaj bo kje stalo, tako da človek je bil v enem trenutku, ko smo pač delavci tega projekta se usedli skupaj in razmišljali o teh prostorih, si bil hkrati nek arhitekt, pa nek razmišljevalec, pa razvijalec in iskalec nekih tehničnih možnosti, kako bomo to stanovanje sploh naredili stanovanje. Tako da tukaj vidite to neko shemo, kako je pač stanovanje v začetku izgledalo. Sčasoma smo potem letos tudi pridobili en drug del prostorov, boste na eni drugi shemi še videli. Skratka, od vhoda, potem je spalnica, kuhinja, kopalnica z nekim kotičkom, z pralnim strojem oziroma pralnico, pa nek dnevni prostor in še ena spalnica. Tako stvari zaenkrat pri nas funkcionirajo. Zdaj bi vas pa jaz povabila na sprehod skozi to stanovanje, majčkeno ste ga že videli, ko je več ljudi mrgolelo po njem, kar je seveda namen našega stanovanja. Tukaj je pa zdaj en kratek sprehod čez prazno stanovanje, malo vidite to shemo v živo. kratek sprehodek, da malo bolj veste, o čem govorim. No, kot smo že prej rekli, nekako se je moglo to stanovanje najprej čisto v osnovi pripraviti, da je lahko šlo potem karkoli van, od oken do tal, do sten, kot smo že rekli. In potem je bilo potrebno stanovanje tudi opremiti. Zdaj, tukajle vedno imamo težavo tudi z neko finančno omejenostjo. Nažalost, ne projekt, ne zavod nima toliko finančnih nekih sredstev, da bi eno stanovanje lahko nekako glamurozno opremo vsem, kar se potrebuje. Tako da smo iskali neke čim bolj cenovno sprejemljive rešitve, ki so tudi primerne za bivanje dijakov, ki pač se bodo vanj vselili oziroma v njem bivali.
in tudi navsezadnje, da bo nekako vsaj približno stilsko skladno nastalo. In kako smo mi do tega pravzaprav prišli, ja, je bilo zelo različni viri so bili. Začeli smo z vlogami za donacije in eno od podjetij, nažalost mnogih podjetij, ampak nam je dalo seveda pozitiven odgovor, tako da smo pridobili klubsko mizico, stole, omarice. Potem smo tudi dali spodbudo oziroma prošnjo kar dijakom samim in delavcem, če ima kdo doma katere od stvari, ki jih potrebujemo, in na ta način smo dobili določene omarice, tam vidite eno omarico, pa kavče, tako da včasih se pa pohecamo, da ko pridemo v stanovanje, da ja, sedimo na kavču od naše kolegice, tako me še malo več duše Siriusa v samem stanovanju. Dobili smo pa nekatere stvari tudi preko oglasov in ponudb, od jedilne mize, garderobne omare in takih reči. Potem smo pa tudi določene stvari dobili preko inventarja od samega Siriusa, od samega zavoda, vidite tukaj postelje, seveda je v Siriusu, ki je tudi dom, postelj ponavadi dovolj, pa pisalne mize smo dobili od tam. Določene druge stvari, ki so bile potrebne pa večjih prilagoditev in jih je bilo tudi težje dobiti, kar tako zastonj ali pa preko določenih donacij, smo pa tudi seveda nakupili. To je prilagojena kuhinja, prilagojena kopalnica, neke določene omare, stvari, ki jih v bistvu preko donacij nismo uspeli dobiti, pa tudi pralni stroj. In potem, ko smo pravzaprav opremili stanovanje s temi večjimi pohištvom in takšnimi stvarmi, seveda bo treba te omare tudi napolniti stvarmi, ki se jih rabi za vsakdanje življenje. Mi s kolegico takratno, Tino Kosel, smo bili nekako zadolženi za to, zdaj pa nabaviti stvari, ki se rabijo v stanovanju, in kakorkoli že seveda vsak po svoje biva v svojem stanovanju in ve, kaj za njega potrebuje, je ponavadi, če ste se kam preselili, ste veliko stvari prinesli s seboj, in niste razmišljali, kaj še rabim, da bom napolnil prazno stanovanje brez ničesar. Tako da nekako smo ustvarili nek začetni spisek, ampak tako čisto nekako plastično, kaj bi človek potreboval. In smo potem nekako izvedli nek večji nakup, to smo pač šle čez te prostore, pa smo rekli, ok, kaj rabimo za notri v kuhinjo, za kopalnico, za dnevni prostor. Ampak potem, ko je stanovanje zagledalo luč sveta do te mere, da so pač lahko dijaki v njem bivali, se je pravzaprav ugotovilo, kaj manjka, pa nekako mi ni šlo takrat v račun, ko sem delala ta večji nakup, da bi sploh bilo potrebno. Marsikaj se pozabi. Določene stvari smo pridobili tudi iz Siriusa, tudi recimo od posteljnine, dek, do dekoracije smo se kar na recimo likovno pedagoginjo obrnili, Siriusovi dijaki, naši otroci, seveda non-stop kaj ustvarjajo, in je bil tudi en tak doprinos, ki se je potem prenesel v naše stanovanje, pa rože za majčken občutka domačnosti in tako naprej. Določen inventar je bil pa tudi podarjen, tako, pač, da smo nekako ugotovili, kaj nam manjka, in tudi zraven ugotovili, da je pa nekdo, ki to stvar ne potrebuje več, tako da zaenkrat na ta način stvari v stanovanju so, brez nekih večjih primanjkljajev, in kakšna stvar se pa še potem postopoma dokupi. Zdaj, prilagoditve, ki so bile potrebne za tako stanovanje, pri teh prilagoditvah smo sodelovali tudi z delovnimi terapevti, ki malo bolj poznajo same dijake, in tudi neke splošne prilagoditve za delo za naše mladostnike. Sodelovali smo tudi z zdravstvom in tudi domom, ki mogoče malo tako pragmatično vidi ta bivanjski del, kaj je potrebno. In tukaj potem ti vedno nekako potem je na tehtnici, koliko pravzaprav teh prilagoditev mora biti, in po drugi strani, katere prilagoditve bi mogoče samo po domače odnašale rit, ko se bodo dijaki
nastanili nazaj v svoje lokalno okolje oziroma mogoče celo v svoje stanovanje, pa jih tako ali tako ne bodo mogli si omogočiti, in nekako je treba nekako balansirati. Recimo tukaj imamo primer kuhinje. Ta kuhinja je zelo fina zaradi tega, ker ima dvižni pult, se pravi na gumb se pult dviga in spušča, se pravi si lahko dijak sam prilagodi višino, ki jo potrebuje, odvisno ali na vozičku ali ni na vozičku in tako naprej. Potem so pa sproti ugotovili, da mogoče pa neka klasična kuhinja, ki ti kupiš iz salona, pa večinoma imajo take visoke omarice, pa mogoče niso dobre za dijake, ker pa ne dosežejo po večini, pa smo potem iskali prilagoditve, kako dati določene stvari na vrhnjih omaricah, na neke manjše omarice in tako naprej. Se s časoma učiš, ko dobiš stvar v življenje, kaj pravzaprav je treba prilagoditi čez zraven. Smo se v bistvu mi zelo veliko učili s procesom in se še vedno. Tudi kopalnica sama je recimo tukaj prilagojena za svoje širine, da res lahko prideš notri recimo z električnim vozičkom, se notri obrneš, greš na straniščno školjko, da ni kopalna kad, v katero je treba stopiti. Potem smo regulirali tudi vrata, širino v tistih vrat, da je sploh dostopna, pa klančine, da ni bilo pragov. Take stvari, ko prideš v stanovanje, ko mi hodimo po tem stanovanju, je to čisto samoumevno, da pač stvari take, kot so, ko prideš pa notri z dijakom na vozičku, pa vidiš, da je treba ene stvari spremeniti. Potem zraven tega smo tudi prilagodili omarice, da imajo ključe za shranitev medikamentoze, ker naši dijaki tudi mnogi to potrebujejo. Tako da teh prilagoditev je sčasoma vedno več bilo in smo se učili in jih dodajali. Seveda je pri tem opremljanju stanovanja so zelo aktivno participirali tudi dijaki in tako pri opremljanju smo povedali že, da so dodajali neko svojo opremo, jo prinesli od doma, pa do tega čiščenja, urejanja ali nekih bolj čistilnih akcij, ali pa takrat, ko so dijaki pač bivali, pa so med bivanjem ali po bivanju stanovanje pripravili in očistili. Dali so pa tudi veliko idej za urejanje, predlogov za nabavo in pomp za izboljšavo, ker so bili tam noter in so videli, kaj manjka, kaj bi v bistvu še pridalo nekemu občutku domačnosti. In tukaj so edino oni bili tisti, ki so lahko dali feedback in so bili pravzaprav mi veseli, da so nam to bili pripravljeni dati in da so bili toliko samoiniciativni, da so pač to izrazili. Zdaj, ko govorimo pa zdaj o vzdrževanju tega našega stanovanja, je žal tako. Naše stanovanje je v neki industrijski coni, ki ima nek svoj določen način ogrevanja in tukaj le zraven pridejo v našem primeru tudi neke velike energetske izgube, tako da poskušamo res čim bolj varčno to rabiti. In tudi razmišljamo o nekih prilagoditvah teh energetske porabe, kolikor se pač le da. Sčasoma pa, kot sem jaz že v začetku omenila, smo pa to stanovanje še razširili na bolj ta učni del, kot je kolega Rok rekel, že povedal. Se pravi, ta rjavi del je v bistvu prišel z letošnjim letom in notri je neka učilnica, galerija in pa ta delavnica, kjer se trenutno izvaja tudi izdelovanje vitražev. In skozi ta galerijski del, se pravi, ta malo bolj učni del je svoj vhod, tako da pravzaprav dijaki, ki bivajo, če redno bivajo, niso nekako vzpostavljeni, da bi non-stop nekdo hodil čez njihovo stanovanje, ne vem, v učni del in tako naprej. Se nam zdi tako fino, da pač je to nekako ločeno in to nam je nekako uspelo doseči. Zdaj pa še te izkušnje, ki so prišle zraven. Idej za nadgradnjo tega stanovanja je veliko. Seveda tukaj nas vedno znova potem malo omejujejo in te časovne omejitve, ker pravzaprav vsi deležniki, ki delamo na tem projektu, smo kar omejeno zaposleni, poleg tega smo v večji meri zaposleni na drugih delovnih mestih in ko si nekaj zasanjaš, pravzaprav ugotoviš, da ti zmanjka časa, da bi vse, kar si želiš, izvedel ali sam ali z dijaki. Seveda tudi te omejujejo določena finančna sredstva. Poleg tega smo se pa tudi sčasoma učili
z dijaki, da pravzaprav, ko so rabili stanovanje in ko so uporabljali te in drugačne pripomočke, ki so zraven dodajali, smo ugotovili, da če želimo narediti stanovanje še malo bolj uporabno, rabimo še malo teh slikovnih ponazoril, ki jih vidite tukaj na tej prezentaciji. Tako da, če pridete v stanovanje, tudi če ne znate prati perila, vam bo ta vizualni opomnik ali pa kak drug pomagal. Tako, no, to na kratko o najinem prispevku. Se pravi, če zaključim, to stanovanje, ki ga zdaj rabimo, imamo mi vsi veliko željo, da tudi, ko se bo ta projekt SVLO zaključil, da še vedno nekako deluje, se nadgrajuje in da bojo dijaki pridobivali tudi skozi naslednja leta v njem čim več takih in drugačnih izkušenj, ker prostor, ki nudi najbolj tako praktično, nudi tako normalizacijo, ker to stanovanje, ki smo si ga končno priborili, bi ga bilo res težko nekako izgubiti, ker se mi zdi, da je en tak velik korak v to smer, ki si jo vsi želimo za naše mladostnike. Hvala lepa.